Poletne počitnice so se za nekatere šolarje zaključile z zadnjim ponedeljkovim avgustom. Torek, 1. septembra 2015, je bil za tiste šolarje, ki so prvič prestopili šolski prag in prav tako za njihove starše prav poseben dan. V konjiški občini je letos bilo kar 191 tistih, za katere se je začelo novo obdobje njihovega življenja. Prag osnovne šole Podgora v Slovenskih Konjicah je v prvem dnevu šolskega leta 2015-2016 prestopilo 63 prvošolcev in prvošolk. Slavnostno sta jim nekaj besed namenila ravnateljica Darja Ravnik in konjiški župan Miran Gorinšek. Res je človek lahko navdušen, ko pogleda takole poln prostor samih zvedavih oči, ki si želijo, da prestop iz vrtca v šolo mine čim bolj gladko, čim bolj mirno, da iz tistega, ko je bila bolj pomembna igra kot učenje, počasi, postopoma pridete do faze, ko se boste učili, predvsem ne zato, da bi bili učitelji zadovoljni, pa vam pisali lepe ocene, da bi bili starši ponosni na vas, tudi to je del tega, ampak v prvi vrsti se učite zase, zato, da se boste kasneje v življenju lažje znašli v vsakdanjem življenju, v svojem poklicu in da boste tudi vi nekoč dobri starši svojim otrokom. Jaz vam želim, da bi vedno s takšnim veseljem prihajali v šolo, tako kot ste danes. Starši vas bodo pri tem podpirali, verjamem, da vas ne bodo vodili za roko, ampak da boste čim prej znali sami priti v šolo in da se boste tukaj dobro počutili in v tem prijetnem vzdušju, ki vam ga bodo učitelji pripravili, da se boste čim več naučili. Prijetno počutje vsem skupaj, čim več znanja in, kot sem dejal, varno pot po šolo in iz doma, tako da bomo vsi skupaj lahko zadovoljni. Čudoviti svet prijateljstva in šolskega druženja pa so jih popeljali najprej z uvodnim programom učenk pod mentorstvom Maje Gošnjak in Dragice Tomše. Po končanem uradnem delu jim je čarovnik Grega v športni dvorani pokazal nekaj uporabnih trikov. Medtem so starši od razredničark dobili vse potrebne informacije in odgovore na svoje vprašanja. Na podružnici v Špitaliču je prvič prestopila šolski prag ena prvošolka in na enoti osnovne šole v Parku 2 prvošolca. Na matični šoli je število šolarjev v novem šolskem letu višje, na podružnicah pa nižje kot lani. Prav tako 63 prvošolcev in prvošolk je prvič prestopilo prag osnovne šole ob Dravinji. Na matični šoli je šolarčke in njihove starše najprej pozdravila ravnateljica Nevenka Brnik, nato jih je pozdravil še župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Razposajene in polne pričakovanj je prevzela plesna učiteljica Tina in skupaj so se naučili nekaj plesnih korakov. V prvi razred na podružnici Tepanje se je letos vpisalo 10 prvošolcev in prvošolk. Ob začetku novega šolskega leta so po vsej državi policisti, redarji in prostovoljci raznih društev izvajali aktivnosti za varnost prvošolcev in ostalih šolarjev na poti v šolo. Otroci kot prometni udeleženci so precej nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Večinoma še ne poznajo pasti in nevarnosti, ki jim grozijo v cestnem prometu. Ob tej priložnosti je bilo večkrat čez dan opozorilo in prošnja za vse udeležence cestnega prometa, da so še posebej pozorni na prometno signalizacijo in opozorila tistih, ki skrbijo za varnost cestnega prometa pred šolami in vrtci. Vsi skupaj se moramo potruditi, da bo vključevanje otrok v promet čim bolj brezskrbno in varno. Najbolj opazna pa je vsekakor vsem znana rumena rutica,
ki jo morajo vsi prvošolci in tudi drugošolci nositi zavezano okoli vratu, da ostali udeleženci v cestnem prometu vedo, da so to začetniki. Župan občine Slovenske Konjice je vsem radovednim in zvedavim prvošolčkom in njihovim staršem in učiteljem zaželel predvsem varne, prve in vse šolske dni. V vrtce in šole se naj naseli smeh, veselje, radovednost pri iskanju znanja, resnost pri delu in učenju. Vse to bo namreč prineslo uspeh in zadovoljstvo vsem. Učiteljem in strokovnim delavcem je zagotovil, da je njihovo delo primerno cenjeno in spoštovano, saj je zelo pomembno za razvoj naše mladine, njihovih talentov in posledično celotne družbe.